Čau, Alenka tukaj, kako ste? Jaz res upam, da nam ful odmeval tukaj, ampak bo. Odmeval bo. Misteriozno. Glede tega videa danes. Jaz sem bila ful navdušena, kako ste se enkrat skupine ljudi angažirali in mi ful ljudi pod video napisali ta predlog MK Ultra. Jaz sem bila tako, wow, oni so se mogli zmeniti in mi to predlagati in dejansko mislim, da je tako bilo. Tako res spoštujem taka vaše dejanje, pa čeprav mogoče ne dobi toliko lajkov in podpore, ampak še vedno to je bilo amazing, tako da hvala in zdaj imate tukaj video MK Ultra. Noro je zanimivo. What's up, snemalni outfit? Ok, začnimo na začetku. Stvar, ki se jih boste prej ali slej sicer vprašali tekom tega videa ali pa še na koncu tega videa. A sem jaz del teh projektov? Imamo podatke, da to je obstajalo. Imamo dokumente, imamo posnetke, imamo basically vse, kar rabimo. Vse je del teh poskusov, lahko ugibamo v nedogled. So pa kakšni res zanimivi dokumenti in posnetki, ki si mislimo, wow, tukaj mora biti nekaj zraven. Velikrat so upletene osebe z vplivom, politiki, dobri športniki, vlečni športniki, zvezde. Što si o tem, da so v družbi popolnoma nezaznavni, delujejo normalno, delujejo neopazno, imajo pa določene sposobnosti, ki pač do neke točke ostajajo skrite in pač ne vemo, ne moramo jih prepoznati večino časa. Začnimo pri možganih samih. Možgani so sposobni za določene stvari, ki so prehude za shendati in prehude, da bi jih človek kot bitje prenesel, so sposobne zgraditi zid. Preprosto naredijo prepreko, rečejo, tega pa mi nočemo videti, mi nočemo pravka s tem. Naprimer, veterani, ki pridejo z vojne, so tako prizadeti od svoje nesreče, da se je kdaj ne spominjajo. Naprimer, nekdo, ki je bil v hudi prometni nesreči, se je mogoče ne bo spomnil, zaradi tega, ker možgani preprosto rečejo, I'm shutting down, I'm out, this is too much. In druga zanimiva stvar so ljudje, ki so v travmatičnih pogojih sposobni zelo dobro funkcionirati. Naprimer, so nekateri, da bo stavba eksplodirala, da se bo vse zrušila ali pa da bo nek požar, so nekateri, ki čudežno preživijo, so nekateri, ki se dalj časa borijo, so nekateri, ki preprosto obstanejo te stvari. In te ljudje so primer ljudi, ki so dragoceni, da bi na njih delali take poskuse in to samo še potencirali. Oni so podlaga za to, da rečejo, njih pa lahko naredimo v ene vojake, v nekaj višjega, v nekaj bolj močnega. En način pa je, da se prenaša taka sposobnost dejansko z geni, torej gre iz generacije v generacijo, da so nekateri preprosto veliko bolj sposobni. Drug način je tak, da se to priuči, ampak morajo biti določeni pogoji za to, več o tem kasneje. Sposobnosti do najvišje točke razviješ, postaneš tako imenovan monarh. Odkje to ime? Ne gre za status, se pravi kralj, pa monarh, pa gor pa dol, gre za monarch butterfly, torej tale metuljček, ki ima tako zanimivo pot življenja, tako nekako prenaša informacije iz generacije v generacijo. V glavnem res ima zanimivo življenje in iz tega izvira ime. In tudi ta metulj monarh je nasploh simbol ljudi, ki so monarhi. Lahko vidite po vseh teh slikcah, to je neverjetno, kaj vse se skriva, tudi tako kot iluminati, samo da je pač mečkan drugače. Če sem že omenila limonati, če sem že omenila iluminati, to dejansko se povezuje, oboje izhaja iz nekih enišen družin, ki so to začele in imajo tiste prave gene in so pure line in so čisti in se nadaljuje z generacijo v generacijo, ampak tukaj je spet mečkan drugače. Zakaj torej, če je vse toliko super, je ta monarh efekt napačen, ilegalen in je grozen? Zakaj? Zato, ker ga je treba v otroštvu aktivirati. Ni važno, ali imaš ta gen ali nimaš tega gena. V otroštvu, ko si otrok, da ne govorim že v trebuhu, je treba to aktivirati in sicer s travmami. Travme plus droge, plus mučenje, plus posilstvo, vse to potem privede do tega, da človek rata robot. In kaj se zgodi? Njegov se razcep v več različnih osebnosti, zaradi tega, ker je toliko pod travmami. Torej človeka s travmami in hipnozo privedejo do tega, da razcep svojo osebnost. Možgani rečejo, jaz tega ne moram več prenašati. Recimo, da imaš otroka, ki je navajen ljubezni, objemov in tudi ljudje, ki izvajajo na njemu te travme, so najprej ful ljubeznivi, potem pa preklopijo na to, da radajo brutalni, jih, ne vem, pretepajo, posiljujejo, zaprejo, so osamljeni, jih zebe, grozne zvoke slišijo. Človeški reče, I'm out of this shit in se zresetira. Gre nazaj v fazo 5-letnega otroka in takrat je popolnoma nemočen in nedolžen. Takrat pride v igro hipnoza in ta hipnoza potem dela nad tem, da razcep njegovo osebnost.
da se pač dela človeške robote. Če pomisliš na primeru celebrities, torej ogromnih zvezd, ki jih poznamo vsi, Beyoncé, Britney Spears, potrebujejo nenormalno stamino, da vzdržujejo svoj življenjski tempo, non-stop intervjuji, nastopi, turneje, to je nenormalno za enega človeka in ko se ena osebnost utrudi, nastop v igro druga. Naprimer, pri Britney Spears, nenormalno dober primer, tukaj je hiter gif, ampak vam ne morem pokazati v intervjuju, koliko neverjeten creepy se je to zgodilo. Poglejte si dol video, bo prepet. Ona preskoči iz noro zmatrane, uničene, ki gre na jok, v eno ekstremno veselo osebo, ki sploh ne ve, kako se je tam v intervjuju znajdla in pa je spet nazaj v jok. Še en drastičen primer, Megan Fox, ona je bila meni včasih itak top in sem jo gledala in pa sem gledala njen tatu, We will all laugh at gilded butterflies. In sem bila tako, kakšni butterfly, kaj? Tako, In res ne prebolim dejstva, da se vse te zvezdnice in zvezdniki slikajo s temi metuljčki. Ok, kaj vse nastaja po tem principu, po tem kopitu? Spaji so, oziroma vohuni, so alfa primer. Rečeš jim alfa primer in oni so nenormalno izdurjeni, ta njihova druga osebnost, kakorkoli že je, so izredno močni, ker ne bi bili 5-krat bolj močni od normalnega človeka, ful hitri, odzivni in nasploh sposobni. IQ morajo že itak imeti vse te osebnosti, ful visoki, tudi človek kot prvi vrsti, ker drugače ne more postati monarh. Beta se reče seksualnem programiranju, torej ratajo seksužni, ponavadi so to, v največ primerih so to sex kitties, naprimer, to so bile več ali manj itak ženske, ki se jih lahko privoščijo potem bilionarji. Baje možnost je, ne bi bila Marilyn Monroe, ena izmed njih, vendar je bila ona najvišji rang tega oziroma predsedniški model. Gamma potem je program za vojake, ki bi šli v vojno, se ne bi česar spomnili, bi odklopili, ne bi bilo strah, preprosto pač jih ne bi bilo strah za njihovo življenje. Potem so pa še asasinatorji, en res zanimiv primer je bil, ko so v bistvu tisti človek, ki je asasiniral Johna Lennona. Kaj se je zgodilo, huj za tem, ki ga je ubil, in že pa je potegnil knjigo Catcher in the Rye in jo je začel brati, kot da se nič ni zgodilo. Še več takih asasinatorjev je bilo, ki niso imeli v lasti nobene knjige, ampak katero knjigo so imeli v lasti, Catcher in the Rye. Da smo na Instagramu rekli, da bo kao to predvsem govorilo o CIA in pač v njihovih poskusih, ampak meni je cel ta primer preveč zanimiv, da bi se osredotočila na to, tako da ja. Tisto, ko bi mi včeraj glasovali na Instagramu, je pa govorilo MK Ultra, to je pa pač na podlagi CIA v Ameriki, ko so delali te poskuse na nacistih in sicer pač na nacističnih vojakih. Temu projektu ne bi se reklo tudi projekt Monarh. Pa bolj natančno, kako poteka to mučenje, spet če ste občutljivi, sploh ne poslušati. In sicer vse ne bi se začelo že v trebuhu. Kot sem že omenila, pri otroku, ki ga dajo v tak program, mora biti IQ vsaj 120. In zdaj se sprašujete, kdo hudiča da otroka v tak program? Fora je, da starši totalno prelisičajo. Če že ne gre to iz generacije v generacijo, da se starši strinjajo, mora biti vsaj tako, da ali jim dajo idejo v glavo, da bo ratal genij, da vidijo nek potencial v njemu, bla bla bla. Druge opcije so take, da otroka preprosto ugrabijo v črn kombi. Druge opcije so preprosto, da starše izsiljujejo ali pa jih grozijo z nekimi stvarmi in spet. Pa je dejansko to lažje uspeti otroki, ki imajo otroštvo travme, zaradi tega, ker se njihovi starši to kregajo in so že sposobni malo odklopati te stvari in pač gre že za rahlo delitev te osebnosti. Skratka, do otroka so najprej ekstremno prijazni, ljubeznivi, ljubeči, so do njega tako kot drugi starši, potem pa kar nekaj bom odsek. Takrat ne bi prišlo do te jedrne razcepitve, ko preprosto izgubiš svoj jaz in ga ni več in se streš in se rečeš whatever, nimam moči. Ljudem in otrokom ne bi potem programirali različne svetove, take domišljijske, fantazijske, velikokrat na podlagi Star Wars, Star Trek in pa Alice in Wonderland, pa Wizard of Oz dejansko. Da potem te njihove osebnosti tonejo delač v ta domišljijski svet in so mečkaj v svojih svetovih. In bolj so v tem svetu, manj so dejansko prisotni, manj je prisotna njihova resnična osebnost. Skratka, obstaja veliko dokumentov, tako za MK Ultra, tako kot za te ljudi, ki so preskočili v javnosti pa na televiziji iz ene osebnosti v drugo. Jaz bom probala čim več primerov, najdete njih dol linka, če ne boste sami malo pobrskali. Skratka, ta tema je noro zanimiva. Jaz tam upam, da ni čist preč odmevalo vse skup. Drugič bomo spet normalno snemali v moji sobi.
Kaj moram še povedati? Noro, hitro se bližamo 10.000 naročnikov, sem toliko vesela. Jaz se spomnim, ko sem bila še tako na nuli, na 50 naročnikih in sem noro občudovala vse, ki sem bil tako 10.000, 6.000, 5.000, meni je bilo to noro. Ne bi jim upala pisati, toliko sem bila navdušena na tem. Zdaj bom jaz na tem in sem toliko hvaležna in toliko srečna. Hvala vam 100-krat in aktivno razmišljam in delam, kaj narediti za 10.000 naročnikov, ker bo en amazing video, tako da ostanite na kanalu in čakajte na ta video, ker ga bo vredno gledati. Hvala za vse, uživajte, radi se imejte, ajčo!